Danes govorimo o rastlinah in njihovem sodelovanju z mikoriznimi glivami. Opazil sem, da namreč rastline mnogo boljše rastejo, boljše črpajo vodo in hranila, če jim že pri sajenju dodamo gnojilo z mikoriznimi glivami. Tukaj imam sajena zelišča in zelišča sem dognojil z AZ naravnim gnojilom za vrt, ki ima poleg mikoriznih gliv dodane tudi mikroorganizme. No, prav tako gnojilo pa lahko uporabimo tudi pri setvi in sajenju v visokih gredah, na vrtu, v rastlinjaku in pognojimo predvsem tiste rastline, ki rabijo nekoliko več hranil. No, vsekakor ne smemo pozabiti v tem času, v začetku vegetacije, na sajenje jagod. Jagode presajamo vsake 3 leta in tudi pri jagodah, pri samem sajenju, uporabimo AZ gnojilo za jagode, ki ima praktično poleg mikoriznih gliv in mikroorganizmov dodan tudi kalij. Kalij pa pripomore predvsem k temu, da imajo jagode tudi nekoliko boljši okus. In ko govorimo o gnojenju jagod, kot sem že omenil, jih prvič gnojimo ob sajenju oziroma 14 dni po začetku rasti, drugič pa seveda pred drugo rodnostjo. No, nikakor v tem času ne smemo pozabiti tudi na vrtnice. Vrtnice so kraljice rož in tudi v tem primeru uporabimo gnojilo, ki je posebej primerno za vrtnice, z njim pa dognojimo tudi druge cvetoče rastline, ki jih sadimo v posode, korita in tako pripomoremo k temu, da rastline boljše uspevajo, se boljše razraščajo v samih koritih in posodah in seveda tudi na vrtnih gredah, kajti mikorizne glive se s svojimi hifami raztezajo daleč naokrog in samim rastlinam potem pomagajo do boljše oskrbe z vodo, boljše oskrbe s hranili. Naj povem, da mikorizne glive od rastline dobijo nekaj sladkorjev za nagrado, hkrati pa rastlino oskrbijo s tema dvema najbolj pomembnima elementoma. In še nekaj, v vrtu se mikorizne glive raztezajo daleč naokrog in tako enostavno rastlina poveča ta svoj življenjski prostor in se boljše razvija. Na vse zadnje, mikorizne glive pripomorejo tudi k temu, da je rastlina bolj krepka in se lažje bori pred boleznimi in škodljivci. Naj povem tudi na primeru paradižnika, tukaj imam AZ gnojilo za paradižnika. Sam sem ugotovil, da paradižnik, ki je rastel približno tako veliki posodi, da je v poletnem času se bistveno boljše razraščal in je bil bolj krepek tudi po toči, ga ni napadla takoj plesen kot običajno, če se to zgodi. Tako da paradižnik ima velik koreninski sistem in ob pomoči mikroorganizmov in mikorize enostavno se še boljše razrašča in zagotavlja potem tudi boljši pridelek. Na vse zadnje je paradižnik, ki je gnojen z AZ gnojilom za paradižnike, ki ima dodan kalij, tudi bolj okusen, kajti primerno dozori, če je uravnoteženo gnojen, kajti ravno kalij pripomore k temu, da plod na vrhu ni zelen, da je plod bolj okusen in na vse zadnje je tudi paradižnik, če ga seveda ne gnojimo preveč, mnogo bolj okusen in dober tudi v solatni skledi.